Vsem skupaj. V imenu Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, moje ime je Simon Sedej in bom danes povezoval dogodek. Pravzaprav je danes skoraj leto dni od tega, ko smo začeli predavanje v sklopu Znanost za vse. In zato smo ob tem prvem rojstnem dnevu rekli, da povabimo med nas uglednega gosta, profesorja doktorja Boštjana Kobeta. Boštjan Kobe je profesor strukturne biologije na Univerzi v Queenslandu v Brisbaneu, tam je zdaj ura 9 zvečer. In lep pozdrav, doktor Kobe. Doktor Kobe je diplomiral iz kemije na Univerzi v Ljubljani leta 1989 in kasneje potem je odšel na doktorat na Univerzo v Texas v Dallasu in takoj zatem po krajšem postdoktorskem študiju se je odločil, da bo šel v tem primeru ne s trebuhom za kruhom, ampak željo po znanju v Avstralijo, kjer se je poglobil v raziskave strukturne biologije, zlasti kristalografije in elektronske mikroskopije. Ukvarja se z razumevanjem mehanizmov delovanja proteinov s funkcijami v procesih infekcije in imunskega sistema. In o tem bo danes predaval. Zlasti tudi potem se bo navezal v njegovem predavanju na trenutno pandemijo in na COVID-19. Lansko leto na Mizopa je prejel nagrado ambasador znanosti Republike Slovenije in kar je zelo odmevno in prepričljivo je, da je objavil več kot 270 člankov v svojem repertoarju, so tudi številne prestižne revije, kot so Nature in Science. Tako da ne bi zdaj preveč nadaljeval z uvodnim nagovorom, bi vas prosil, da vsa vprašanja, ki jih imate, oddate, pošljete v klepetalnico in potem bomo na koncu jih vključili v diskusijo. In obenem bi vas tudi prosil, da izklopite mikrofone, tako da bomo imeli čim manj interferenc. In profesor dr. Kobe, mi smo že vsi nemirjeni in čakamo na vaše predavanje. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Najlepša hvala za priložnost, da vam tle malo povem o našem delu. Zdaj, kot uvod bi rekel dve stvari. Prva stvar, ta zadnji predavatelj v tej seriji, Andrej Prša, je meni se rekel, da 12 let že nekaj zelo imel prakse v znanstveni slovenščini. Tako da jaz moram pa reči, da že več kot 30 let nimam prakse v znanstveni slovenščini, tako da ne vem, zelo veliko se sliši, čeprav po moje že nisem toliko star, jaz ne vem. Napočutim se toliko star, ampak no, glavnem upam, da mi boste, da ne bo problem, če kakšne stvari, mogoče najbolj malo slovenščina ne gre več tako dobro. Druga stvar, jaz sem strukturni biolog in bom omenil koronavirus, ampak to ne bo fokus tega, ampak sam bom malo poskušal povezati s tem, kar delamo, da je tudi važno za to, ampak nisem imunolog, ne zdi se mi, da sem velik ekspert v imunologiji, tako da bom, če bojo kakšna zelo imunološka vprašanja, bom probal odgovoriti, ampak zavedite se, da sem bolj strukturni biolog, ne. No, tukaj sem danes in zadnje čase, oziroma zadnjih 22 let v Brisbaneu, to je na vzhodni obali Avstralije, tako nekje na sred celine gor, subtropsko podnebje, je zelo lepo mesto. Ja, Gregor, ki je tukaj med gledalci, je nekaj časa tukaj tudi bil, tako da vam lahko kaj pove o tem. Zdaj, tale reka je zelo lepo, da je tole mesto na reki in tudi univerza, ker vidite, tukaj je ob reki, ne. Ampak zdaj, zadnje čase imamo zmeraj več problemov s tole reko, ker 2011 smo imeli eno veliko poplavo in potem en mesec nazaj smo imeli spet skoraj tako veliko poplavo in zadnji vikend je pa spet začel blazno deževati in spet začel malo poplavljati, tako da izgleda, da se tole postaja zelo pogosto zadnje čase, tako da postaja res malo problem tukaj. In naši politiki pač
klimatskih spremembah nočejo kaj zelo razmišljati trenutno. No, tole bi rad danes, o temle bi rad govoril. Prvo bom malo en uvod v imunski sistem, malo predstavil imunski sistem, potem bom malo predstavil strukturno biologijo in zakaj, oziroma kako nam strukturna biologija pomaga razumeti te biološke procese, in potem zadnji del nekaj povedal v našem delu, predvsem v delu na proteinih v tej signalni poti tolopodobnih receptorjev. Tako da začnemo malo uvod v imunski sistem. Imunski sistem v človeku, pri ljudeh je zelo kompliciran. Več različnih celic je in več različnih procesov je del tega imunskega sistema. Najbolj preprosto ga lahko razdelimo nekako na dva dela, na prirojeni imunski sistem in pridobljeni imunski sistem. Mogoče najbolj, če gremo do te tabele tukaj, kakšne so razlike med tema dvema deloma oziroma komponent imunskega sistema. Prirojeni imunski sistem je v bistvu, nimamo samo ljudje, ampak imajo v bistvu vsi organizmi, tudi bakterije in tako naprej, v različnih oblikah. Medtem ko ta pridobljeni imunski sistem je pa samo v vretenčarjih se razvil. Prirojeni imunski sistem je zmeraj tam, se zmeraj lahko odziva, ampak nima nobenega spomina, tega imunskega spomina. In ta pridobljeni imunski sistem se je zato razvil, da se nekako razvije en spomin za določene patogene, tako da ko smo prvič okuženi z enim patogenom, potem se ta spomin začne in potem naslednjič lahko boljše in hitreje reagiramo na ta patogen. Za prirojeni imunski sistem ponavadi rečemo, da je nekako malo nespecifičen, čeprav boste videli, da je, mislim, do določene mere je to specifičen odziv, posebno na tehle, mislim, vsak proces se odziva na ene specifične patogene, ampak pridobljeni imunski sistem je pa veliko bolj specifičen, v bistvu specifičen za en zelo čist recimo virus, en poseben virus se razvije čist specifičen odziv. No, to je nekako zelo nasplošno, kako se ta dva dela imunskega sistema razlikujeta. In danes bom predvsem govoril o prirojenem imunskem sistemu. Nas je to začelo zanimati, predvsem, ker smo videli, da s stališča strukturne biologije veliko tehle proteinov oziroma delov domen v teh proteinih ni bilo zelo karakteriziranih, ni se vedeli, kako na molekularnem nivoju sploh delujejo, čeprav so bili celi procesi so bili nekako kolikor toliko dobro karakterizirani, tako 10 let nazaj, ampak na molekularnem nivoju se pa res ni vedeli, kako kakšne te procesi sploh delujejo. Zato smo se mi odločili, da to je pa en dober sistem, kjer res lahko uporabljamo našo strukturno biologijo in najdemo več oziroma začnemo razumeti več o teh, kako te sistemi delujejo. No, in to je na temle diagramu je en zelo poenostavljen postavljena primerjava tega prirojenega imunskega sistema v dveh različnih organizmih, rastlinah in sesalcih. Ampak kot vidite, če pogledamo, te procesi so zelo različni, ki so zelo različni organizmi,
čist na drugačen način živijo, ne. Ampak, če pa pogledamo specifične proteine, so pa zelo podobni, ne. In imamo tukaj receptorje v membrani, ki reagirajo na določene vzorce iz patogenov in tako v rastlinah kot v sesalcih so zelo podobni, ne. Imajo celo podobne domene, tole je leucin repeat z leucinom bogati ponovitve, to je ena taka domena, ki se veliko pojavlja v teh proteinih, v teh imunskih poteh. In potem podobno znotraj celice imamo ene proteine, ki se ponavadi imenujejo NLR, Nod-like receptors, ki spet imajo tale leucin repeat domeno, potem eno domeno, ki veže nukleotide in potem še ene druge domene. Niso to čist enaki, ne? Obstajajo določene razlike, ampak so pa nekako do določene mere so pa zelo podobne molekule. In smo mi se odločili, da posebej, če študiramo te sisteme, te procese v različnih organizmih, tako da delamo na rastlinskih poteh, tako kot na sesalskih poteh, potem lahko res pridemo do tega, kako na molekularnem nivoju te stvari delajo. In kot vidite, se tudi iste domene delujejo v obeh in ena, ki je nas posebej zanimala, je pa tale TIR domena, Toll interleukin 1 receptor domain, in o tej TIR domeni bom danes največ govoril. Te TIR domene so ime dobile od ene od poti in v tem prirojenem imunskem sistemu, in ta se imenuje Tollu podobni receptorji, zato ker je prvi receptor, ki so ga ljudje odkrili, so ga poimenovali Toll, to je bila v vinski mušici, Drosophila, ker nekako takrat so mislili, da ima največjo, da ima najbolj pomembno funkcijo v razvoju mušice, ampak potem se izkaže, da imajo tudi tele imunsko funkcijo, ne? In potem podobne molekule so potem našle v človeških celicah in te se imenujejo Tollu podobni receptorji, in v človeških celicah imamo 10 teh receptorjev, ki so homologni, podobni en drugemu, in vsak od teh se odziva na eno poseben vzorec iz enega patogena. Na primer, TLR4, bom največ govoril o tem danes, se nekako prepozna lipopolisaharid, ki je en tak vzorec, ki je samo v gram-negativnih bakterijah. In potem, to se pravi, če so te gram-negativne bakterije blizu celice, potem ta receptor začne eno signalno pot, ki potem vodi preko enih proteinskih kinaz in transkripcijskih faktorjev, tako da dobimo en tak odziv, ki se jim ponavadi imenuje vnetje ali inflammatory response, ne, vnetni odziv. In potem se začnejo izražati citokini in druge stvari, tako da se v bistvu povejo, da je ta celica v nevarnosti in da se ta celica in bližnje celice in to tkivo, da se mora nekako odzivati na to in odstraniti te patogene. In drugi Tollu podobni receptorji reagirajo na druge stvari, na primer v teli organeli so teli receptorji, ki se odzivajo na nukleinske kisline, ki pridejo iz virusov, ker virusi velikokrat pridejo v celico skozi tole organelo. Zdaj,
zakaj nas zanimajo tole podobni receptorji? Zaradi tega, ker, kot sem rekel, to je imunski odziv in to je seveda za nas zelo pomembna signalna pot, tako da lahko se borimo proti patogenom. Ampak problem je, da je velikokrat pa gre nekaj narobe in se te poti aktivirajo takrat, ko se ne bi smele, oziroma se ne ustavijo takrat, ko bi se morali ustaviti, in potem to vodi do vseh različnih boleznih. In zadnje čase je jasno, da vnetje je del cele vrste bolezni, od raka do diabetesa, sladkorne bolezni in tako naprej. Tako da tlele je ena cela lista teh različnih bolezni, kjer grejo stvari narobe, kadar je ta imunski odziv narobe, naprimer nalezljive bolezni, zaradi virusi. Problem je, da veliko teh virusov ni sam virus, največji problem pa je to, da gre, kakšen odziv se potem naredi proti temu virusu. In potem to je tudi ista stvar s koronavirusom. Bomo malo več govorili na naslednjem slajdu. Potem imamo za različne tele kronične vnetne bolezni, naprimer revmatidni artritis, astma, tudi možganske bolezni, Alzheimerova bolezen. Potem imamo avtoimunske bolezni, to je, kjer se nekako reagiramo ne proti patogenom, ampak nekaj, kar imamo pač v svojih celicah, rakaste bolezni, bolezni srca in žilja, to se pravi, vsem tem je ta vnetni odziv, vključno s tolopodobnim receptorjem, igra eno vlogo. Zaradi tega so to velike tarče za terapijo. Večinoma bi radi razvili ene antagoniste za vse bolezni na tej strani. To so lahko male molekule, lahko so protitelesa, lahko so oligonukleotidi in tako naprej. Včasih so pa, včasih pa bi pa tudi radi agoniste razvili, ki se lahko potem uporabljajo kot v cepivih, kot nekak stimulanti, to se imenujejo adjuvanci, če nimamo dosti imunskega odziva proti samemu antigenu, in pa potem kot terapija proti raku, da nekako obrnemo svoj imunski sistem proti rakastim celicam, tako da naš sam imunski sistem potem odstrani naše rakaste celice. Tolopodobni receptorji so del vseh teh bolezni, ki sem jih prej omenil, ampak tudi naše pandemije koronavirusa so tudi pomembni tam. Prva stvar, ki bi rekel o tem, je, da kot veliko drugih virusov, sam virus je manjši problem kot tisto, kar potem virus povzroči v našem imunskem odzivu oziroma vnetnem odzivu. Sprav to hipervnetje in citokinska nevihta, to je največji problem, če se nalezemo koronavirusa, in posebno, ko je potem tole obolenje resno. To je že takrat, ko virusa ni zelo veliko več naokrog, ampak druge pač ta odziv je šel nekako narobe in to obstaja največji problem in zaradi tega imamo potem resna obolenja. No in tolopodobni receptorji, ker je šele 2 leti potem, odkar smo se sploh spoznali s tem virusom, seveda je veliko stvari še ni jasnih, kako to deluje, ampak tule sem sam zbral ene par stvari, ki se ve o tem, kako so vklopljeni ti tolopodobni receptorji in je jasno, da so ti receptorji terapevtske tarče tudi za COVID-19.
en protein na površini, ki se imenuje S-protein, recimo stimulira produkcijo citokinov preko tole podobnega receptorja 4, ki bom o njem danes govoril veliko. Ta protein tudi direktno veže lipopolisaharid, ki je tudi ta vzorec, ki stimulira TLR4. En drug protein na površini E-protein aktivira en drug tole podoben receptor, potem teli citokini se potem stimulirajo zaradi tehle procesov. Po infekciji je TLR4 in 7 izražanje povečano, en negativni regulator je znižan in potem v primeru, ko se razvija resno obolenje, je pa še več tehle receptorjev se izražanje povečano. In tole receptor 7 ima posebno, je več študij, da je ena posebna asociacija, ki je pozitivna od začetku. Ljudje, ki imajo podrebljenost TLR7, imajo potem nekako manj tolerirajo koronavirus, ampak potem, če se pa resno obolenje razvije, potem ima pa negativno korelacijo, da je na oba načina reagira. Ne? In tudi spol vpliva na to, zaradi tega, ker je nekako malo povezan s tem, koliko te TLR7 imamo. In tako naprej. In tudi debeli ljudje imajo tudi potem se razvije eni problemi s tem imunskim odzivom. Naprimer, en tale adaptor, ki ga bomo tudi kasneje omenili, MyD88, se izražanje poveča. Tako da je v bistvu zelo veliko povezav s koronavirusom zaenkrat, se še točno ne ve, kako je vse to, mislim, ni še vse čisto karakterizirano, ampak to je zato, ker pač še ni dosti časa bilo, da bi temu do konca prišli, ampak jasno pa je, da so ti tole podobni receptorji tarča tudi za koronavirus, kot za vrsto drugih bolezni. No, potem bom ene par stvari povedal sam o strukturni biologiji, za tiste, ki niso strukturni biologi, kako nam pomaga strukturna biologija razumeti te biološke procese. Predvsem je pomembno zato, ker je funkcija proteinov in tudi drugih makromolekul odvisna od tega, kakšno tridimenzionalno strukturo imajo. In strukturna biologija je v bistvu, mi določimo to tridimenzionalno strukturo teh proteinov. Protein je eno zaporedje aminokislin, ki se potem v prostoru zvije v eno zelo komplicirano strukturo in kakšno strukturo in kakšno obliko ima, to nam v bistvu določa, kakšno funkcijo potem lahko ta protein ima. Ta glavne metode, kako določamo strukturo proteinov, so rentgenska kristalografija. To je bila ta prva metoda, ki sem se jo jaz naučil. Jedrska magnetna rezonanca je en drug, ki tudi že dolgo uporabljeno, ali NMR, NMR. Problem s tole je, da je dobra za manjše molekule, manjše proteine, imamo pa probleme, če so veliki. In potem zadnje čase, predvsem v zadnjih 5 ali 10 letih, se je pa zelo razvila krioelektronska mikroskopija, ki posebej dobro deluje, če imamo zelo velike proteine in proteinske komplekse, ampak zdaj lahko uporabljamo tudi za zmeraj manjše in zmeraj večjo rezolucijo, zmeraj večjo ločljivostjo. Torej, se res v zadnjih par letih se je veliko bolj, vsak let se razvija zelo hitro in
mi smo začeli uporabljati tole krioelektronsko mikroskopijo veliko in bom o tem tudi malo povedal, ko pridemo do našega dela. Ne. Imamo tudi vrsto drugih metod, ki so tudi komplementarne, ki nam povejo druge stvari o strukturi in drugih lastnostih teh molekul. In en velik korak naprej je bil tudi v zadnjem letu s predikcijo strukture z računalniki. Tale metoda AlphaFold2 se je zelo povečala, s kakšno, kako natančno lahko napovemo strukturo brez, tudi neeksperimentalno. In v tem je veliko aktivnosti na tem področju. Trenutno je v tej bazi podatkov, kjer so te strukture več kot 170,000 eksperimentalnih struktur makromolekul. No, in kako nam te strukture pomagajo in kako so povezane s funkcijo. Recimo, če imamo encim, je ponavadi tukaj en žepek na površini proteina in tam se veže substrat. In če vemo strukturo, potem lahko razumemo, kako se ta substrat veže, kako je ta reakcija katalizirana in tako naprej. Tukaj je na primer en transkripcijski faktor, ki regulira izražanje genov. Ta se veže na DNK s deoksiribonukleinsko kislino in regulira potem, kako se pač te geni izražajo. To so dva primera. Enega kako lahko dobimo, asociiramo to funkcijo s strukturo. Glavna vrednost, torej razumeti strukturo je, da razumemo funkcijo, kot sem rekel, ampak nam pa tudi pomaga potem razviti zdravila, ker če vemo obliko te makromolekule, potem lahko direktno najdemo male molekule, na primer, ki se vežejo, ki imajo ta pravo obliko, da se vežejo v določen žepek na površini. Se imenuje structure-based drug design. Pomembno je tudi za razvojem cepiv, da vidimo, katero so najbolj, kater del teh molekul je lahko najboljši antigen. Pomaga nam tudi, da modificiramo proteine za različne namene in na splošno, da razumemo fizikalne lastnosti teh makromolekul. Kristalografija deluje na ta način, ker je kristalografija je zato, moramo narediti kristale. Zdaj proteine in druge makromolekule je nekako malo bolj težko kristalizirati kot večino drugih stvari, ampak se da v večini primerov in potem, če uporabljamo rentgenskih žarkov, nam potem kristali uklanjajo tele rentgenske žarke, dobimo tele uklone ali difrakcijo in potem, če smerimo intenziteto vseh teh uklanjenih žarkov, potem lahko izračunamo nekaj, kar se imenuje elektronska gostota, v bistvu razporeditev elektronov v tem kristalu in iz tega potem interpretiramo kot model strukture tega našega proteina. Krioelektronska mikroskopija je pa deluje malo drugače in se, kot sem rekel, se je blazno začela razvijati predvsem v zadnjih 5 in 10 letih in lahko zelo vidimo tudi manjše proteine, recimo, in tudi zelo visoko atomsko ločljivostjo. Deluje malo drugače kot kristalografija, v tem primeru ne rabimo kristalov, ampak v bistvu rabimo samo raztopino našega proteina in potem ga damo na tole mrežico. Naredimo zelo tenek tenko tekočino tle gor in potem to zmrznemo in potem lahko to obsevamo z elektroni in potem, ko grejo elektroni skozi, vidimo posamezne molekule proteina.
Zdaj, ker je vsaka molekula malo drugače obrnjena, smo nekako zmrznjeni v eni orientaciji, potem lahko v bistvu dobim, če najdemo veliko teh molekul tle, jih vidimo z vsake strani in potem lahko s pomočjo računalnikov rekonstruiramo tole tridimenzionalno strukturo in spet dobimo model. No, upam, da je bila to en dober uvod v tem, kako lahko uporabljamo strukturno biologijo in tudi v sistemu, s katerega smo se mi lotili. In zdaj, kakor imam še naprej časa, sem že pol ure za to porabil, no, upam, da bom naslednjih 15 minut lahko tole ostalo končal. Pa ena taka zgodbica, kako smo se mi lotili in tole podobnih receptorjev in kaj nam je uspel najti v tem sistemu. Torej, ko sem prej rekel, so tele tir domene se pojavljajo tako v različnih organizmih, v teh proteinih, ki imajo vloge v imunskih sistemih. In nas je posebej tole zanimalo, podobnih receptorjev. Predvsem danes bom govoril o temle številka 4, ki se odziva na lipopolisaharid. In kot vidite, je tukaj receptor in se potem veže na ene take molekule, ki se imenujejo adaptorji v citoplazmi. In vsi teri, vsi teli imajo tir domene tudi. In takrat, 10 let nazaj, ko smo se mi začeli na tole koncentrirati, so že ene strukture so bile že znane od tehle domen na drugi strani izven celice, ne, in se je tudi vedelo, kako se ta lipopolisaharid tule veže. Vedelo se je tudi tukaj spodaj dol, kako se tale kinaze in tale adaptor MyD88 imajo ene domene, ki se imenuje death domain, kako se one vežejo v eno tako signalno kompleks. Nič se pa ni vedelo, kako se tele tir domene, kako interagirajo ena z drugo. In tole 3 različne strukture vam bom predstavil in ta prva je tale adaptor MAL. Vse to se je začelo, ko smo moj doktorski študent Peter Lavrenčič, ki kot vidite ima tudi slovensko ime, čeprav je iz Sydneyja, ampak slovenskega porekla. On je delal ene eksperimente z tem MAL adaptorjem, z jedrsko NMR, jedrsko magnetno rezonanco. In zato je rabil koncentrirano raztopino in te eksperimenti dolg časa mora podatke zbirati in je bil zelo frustriran, ker je imel čist lepo raztopino tega proteina, ampak potem, če se je povečala temperatura in NMR dela boljš v veliki temperaturi, tlele vidite, da je čist lepa raztopina, vse je raztopljeno, ampak zdaj, če se pa temperatura zveča, tudi če sam s prsti malo povečana temperatura, tle se pa nekaj obori, ne. In on je potem ugotovil, Peter je ugotovil, da če da to nazaj na led, da gre to nazaj v raztopino. In lahko smo potem naprej delali te eksperimente, ampak ta glavna stvar, ki nam je pa to povedala, je pa, če je to en tak reverzibilen proces, nam pa sigurno to nekaj govori o funkciji tega proteina. Da to ni samo zaradi tega, ker ni zelo stabilen in se obori, ker potem to ponovadi ni reverzibilno. In potem je en moj postdoktorand Thomas Wee je naredil ta glavni eksperiment, tisti, kar se je oboril, je pogledal s elektronskim mikroskopom, kaj se tam dogaja in je našel tele vlakna ali filamente. Kaj vidite tukaj. To je bil zdaj tale adaptor protein MAL. In ta adaptor deluje skupaj
z receptorjem in s tem drugim adaptorjem MyD88, kaj naj bi tele filamenti pomenili. No, in če smo vzeli samo tole TLR4 tir domeno, nismo videli nič pod elektronskim mikroskopom. Če smo pa dodali TLR4 zraven kmalu, potem smo pa lahko zdaj dobili tele filamente še z manjšo koncentracijo tega adaptorja. Sprav, da bi nekako tale tir domena od TLR4 vzpodbudila, da se tela vlakna od mal začnejo delati. In tudi obe te domene so se nekako vklopile v te filamente. No in potem naslednji dol je pa MyD88 in sam od sebe tale tir domena od MyD88 ni delala nič, ampak če smo pa dodali čist mal proteina, potem je pa spet MyD88 se začel obarjati in v tem primeru je naredil ene take majhne kristalčke. In to lahko tudi, recimo, samo spektrofotometrijo, lahko potem gledamo, kako se tale uborina dela in kako se v bistvu teli kompleksi tvorijo. In to je bilo vse recimo v epruveti, ampak smo tudi potem v celicah pogledali, če imamo samo MyD88 v celicah, vsake toliko časa dobimo ene take velike komplekse, ki imamo tle s fluorescenco. Če pa dodamo malo, potem pa dobimo v več celicah take velike komplekse. Sploh, da nekako to je podobno, kot se zgodi v epruveti, da malo vzpodbudi MyD88, se to lahko tudi v bistvu naredi v celicah. Potem smo določili strukturo, zdaj to je bilo z krioelektronsko mikroskopijo od teh filamentov, tega adaptorja mal in smo najdli eno takole lepo strukturo, nekako, ki ima en tak votel cilinder in zdaj 12 enih takih dvojnih kolon, teh mal molekul, gre okrog okrog tega cilindra in potem, ker smo imeli, to je bila samo 7 angstrom ločljivost, ampak ker smo imeli že strukturo posameznih tehle tir domen, smo lahko potem lepo noter dali in smo nekako tak pseudoatomski model dobili in smo lahko videli, kako te tir domene interagirajo ena z drugo. In kako smo to interpretirali, kaj to vse skupaj pomeni. Če kot LPS se veže, lipopolisihres se veže na te receptorje, potem dva receptorja prideta skupaj in izgleda, da to potem spodbudi, da se začne teli mal adaptorji tle gor vezati in potem, ko jih je par teh, se potem začnejo MyD88 adaptorji gor vezati in potem to skupaj prinese skupaj tele kinaze, ki potem se aktivirajo in potem dobimo aktivacijo tega signalne poti. Sploh je nekako ena taka verižna reakcija, ki se naredi. No, in potem smo zdaj, smo objavili zdaj 2017 tele struktura filamentov mala in potem smo šli na tole naslednjo dol MyD88, ki so tele mikrokristale. V tem primeru te kristale so bili tako majhni, da v bistvu nismo mogli ene klasične kristalografije uporabljati, ker so bili pretenki in nismo dobili nobenih uklonov iz njih. Tako da smo se lotili tega na dva načina paralelno. Ena je bilo nekaj, ki se imenuje micro-ED, microelectron diffraction, mikroelektronska difrakcija. To je v bistvu uporabljamo elektronski mikroskop, ampak ne tako, da gledamo direktno te molekule, ampak da uporabljamo kot kristalografijo, da gledamo uklone. In smo s svojimi sodelavci tlele iz Stockholma smo določili strukturo. Paralelno smo pa
še eno drugo metodo uporabljali, ki je pa bolj nekako podobna klasični kristalografiji, ampak ker so bili kristali tako majhni, smo uporabljali eno najbolj močne rentgenske žarke, ki obstajajo, in to se imenuje X-ray free electron laser. To sem imel malo probleme prevesti tole, ne vem, če je to prav, rentgenski laser s prostimi elektroni. Glavno, ima ene pulze rentgenskih žarkov, ki so tako močni, da tudi iz čist mikrokristalov dobimo uklone, ampak dobimo iz vsakega kristala samo enkrat uklone in potem se kristal je uničen. Tako da v bistvu moramo nekako, kako to deluje, je, da mi streljamo majhne kristale v te žarke in na ta način, da se idealno en kristal, da je v žarku in dobimo en klon in potem, ker so kristali v različnih orientacijah, spet potem tako dobimo vse podatke, ki jih rabimo za to strukturo. No, nazadnje smo z obema metodama uspeli določiti strukturo teh kristalov. Tale rentgenski elektronski laser je bil višje ločljivosti, elektronska difrakcija je bila 3 angstrema, to je bilo 2,3. Obe strukture sta bile enake, so bile pa ene čisto majhne razlike, kot vidite tukaj, ene tele stranske verige, aminokislin so malo v različnih pozicijah in to zaradi tega verjetno, ker elektronska difrakcija je bila pri sobni temperaturi, medtem ko je tole bilo pa pri nizki temperaturi. Oziroma obratno. Tale rentgenska difrakcija je bila pri sobni temperaturi, elektronska difrakcija je bila pri nizki temperaturi. Ampak v obeh primerih smo spet dobili nekako enako strukturo tehle vlaken ali filamentov. MyD88 dela čist enake komplekse kot tisti mal adapter, samo kot malce je potem nekako v tale cilinder noter povezal, medtem ko v primeru MyD88 smo pa dobili eno tak kristal, ker je v bistvu horizontalen. MyD88 nam je tudi povedal eno zelo pomembno stvar, kako se struktura spremeni, ko gre iz monomerne strukture v ta filament, ker smo imeli MyD88 že kristalno strukturo posameznih molekul in vidite, da se tlele ene takele deli proteina so se spremenijo strukturo in na ta način se potem veže v to in to nam tudi razloži, zakaj, kako ta cel proces deluje, ker ko se ena nova molekula tukaj le veže, potem mora spremeniti najprej to konformacijo, da se potem lahko tale filament nadaljuje. Ne? In to nam da neko kooperativnost te vezave in zato se potem ta signalni kompleks lahko pride skupaj. Ne? Ta zadnja struktura, ki bom pa predstavil, je pa še nismo objavili in je to ti kofilamenti tirdomeni TLR4 in MAL. To je pa en postdoktorand v laboratoriju Jeff Nansen rešil tele strukture tudi s krioelektronsko mikroskopijo. V tem primeru je bil mal problem, ker smo imeli dva različna filamenta v istem skupaj zmešana, ne? Smo mogli nekakih, se ne da videti, kjer je kakšen, ampak sta dve različne strukture, tako da je zaradi tega malo več trajalo. In ena struktura je izgleda takole, nekako dve ponovitve teh treh kolon in potem ta druga pa 3 ponovitve teh treh kolon. In zdaj tukaj, kar vidite, je mal adaptor je vijoličast, TLR4, tole podoben receptor 4 je pa rumen. No. In kot vidite, če primerjam s temle mal,
imamo spet enako strukturo mal, dve telekolone, ampak v teh dveh primerih imamo zdaj vmes samo eno kolono TLR4. V vseh primerih se povežejo spet na isti način, TLR4 in mal, ampak potem TLR4 nekako ima interakcijo potem s tem mal na obeh straneh in zdaj, ker ima na dveh straneh, smo mogli potem ugotoviti, katera ena je bolj enaka v obeh teh primerih filamentov, ena je pa malo bolj različna in potem smo naredili na par mutacij in funkcionalne eksperimente in smo videli, da tale interakcija je pomembna biološko, ne. Druga je pa verjetno samo nekaj, ki se zgodi v epruveti. In potem to nas prinese do enega modela, kako zdaj to deluje. Zdaj imamo 3 možnosti. Začetka smo mislili, da to deluje tako, da se kak TLR4, ki se dva prijeta skupaj, potem je to nekako eno ogrodje, da se začne mal gor nabirati, potem se začne MyD88 gor nabirati in potem skupaj prinesemo vse te kinaze in se ta pride do aktivacije tele signalne poti. Ampak zdaj vidimo, da na podlagi naše strukture, da ne gre vse to v eno smer, ampak da se TLR4 nekako odstrani, začne tole. In tako da za mal pa MyD88 ne vemo še, ampak tako da formalno obstaja tudi možnost, da ta gre tako nekako odstrani. Ampak vsi, kako se pa nekako teli veže, je pa strukturno v vseh 3 primerih enako. In kaj zdaj to, kaj pomen vsega tega, kako se to skupaj pride? Zdaj, to je ena zelo zanimiva stvar, ker v glavnem, ko mislimo o tem signaliziranju v signalnih poteh v celici, ko se nekako en ligand veže na receptor in potem se to stimulira en drug encim in potem se to stimulira enega drugega. Na ta način imamo nekako vsake stopnji imamo eno amplifikacijo na povečanje tega signala. In tako da se počasi ta signal veča. Tako te klasične poti delujejo, ne. Kaj se pa zdaj zgodi v našem primeru, je pa nekaj drugega. In to smo zdaj mi smo temu, to smo imenovali signaling via cooperative assembly formation, ker je SCAF ena taka dobra okrajšava, ker je nekako ogrodje, to je nekako en tak scaffold in to imam tudi scaffold, tole ogrodje v zadju vseh mojih slajdov tukaj. Zdaj, kaj se tukaj zgodi, je, da se zdaj, ko se ligand veže, to začne eno verižno reakcijo, ko se ena plast na eno drugo plast se začnejo teli kompleksi nabirati. In razlika je v tem, da če tukaj nekako bolj se počasi nekako po stopnjah se dobimo amplifikacijo, tukaj se pa vse nekako naenkrat zelo na hitro skupaj in dobimo en velik signal na koncu. Tako da je tale odziv skoraj nekako digitalen. In zaradi tega mi mislimo, da je takle odziv zelo pomemben za tele imunske poti, oziroma posebno poti, kjer gre do smrti celice. Zaradi tega, ker nočemo tega na noben način aktivirati, dokler res ni toliko krizno, da se potem mora začeti. In potem, ko je pa to krizno, rabimo pa en zelo velik odziv. In zaradi tega rabimo en tak res digitalen odziv, on-off, nekako preklop, ne. In zaradi tega mislimo, da je ta način signalizacije zelo ugoden oziroma primeren za tako signalizacijo. Zaradi tega imamo tole ogrodje tlele v ozadju. No in tako, če samo na koncu povzamem, upam, da je bilo to smiselno, kar sem povedal. No, funkcija map-chromatic temelji na njihovi tridimenzionalni strukturi, zato nas zelo zanima ta tridimenzionalna struktura, da razumemo, kako
te stvari delujejo in upam, da sem vam dal en primer, kako zdaj smo ugotovili, kako ena tale signalna pot v imunskem sistemu deluje, kako ta signalizacija gre. Strukturna biologija nam koristi potem poleg tega, da za razumevanje funkcij tudi za druge stvari, za razumevanje učinka mutacij, ki vodijo do bolezni, razvoja zdravil in inženirstva proteinov za biološke aplikacije. Upam, da sem vam pokazal, kako te domene v tolopodobnih receptorjih tvorijo tele zelo zanimive komplekse, ki so nekako odprti filamenti. To so kompleksi, ki v bistvu so odprti, se lahko, kolikor imamo pač proteinov, se lahko postanejo zelo veliki kompleksi in naravni imunski oziroma ti prirojeni imunski odzivi na splošno temeljijo signalizirajo na ta način. Zdaj, ena stvar, ki še sploh nisem nič danes govoril, da smo tudi eno drugo stvar našli, da ene druge domene, ne tele, ki sem jih danes v njih govoril, ampak v enih drugih proteinih, imajo tudi encimske aktivnosti in tako da nekako vzamejo eno krajšo pot, ker namesto, da imamo en tak stopenjski, da lahko direktno na podlagi tegale kompleksa lahko direktno naredimo en produkt, ki potem lahko signalizira, sprav, da niso samo to adapterji, ki skupaj encime prinesejo, recimo tele proteinske kinaze v primeru tolopodobnih receptorjev, ampak da direktno lahko signaliziramo. To je še en drug nova varianta tega SCAF z enimi drugimi domenami. In zdaj, ko imamo te strukture, zdaj imamo tudi lahko vidimo, kje so tarče, kjer lahko razvijamo ene molekule, ki bojo zdaj inhibirale gradnjo teh kompleksov in na ta način upamo, da lahko razvijamo zdravila proti kroničnim boleznim vnetja in vključno z koronavirusi. In še zadnja stvar, veliko ljudi je bilo je delalo na teh različnih projektih, ne samo na naši univerzi, v malem laboratoriju in z našimi kolegi, ampak tudi z sodelavci na Gold Coast, Stockholm University, Ameriki in Melbourneu. In najlepša hvala in upam, da nisem šel predolg. Sem hotel malo manj, ampak upam, da je še malo časa za vprašanja. Najlepša hvala. Čeprav je tukaj pozen, jaz bi rad malo kakšno vprašanje odgovoril, tako da bom po koncu, dokler me boste spraševali. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vam, dr. Kobe, hvala lepa za to poučno predavanje in da ste nam prikazali vsestranskost strukturne biologije, da ste delili z nami vaše znanje in dali nam pogled v vaše delo. Odziv je bil zelo velik, videl sem, da je bilo preko 100 gledalcev in poslušalcev, kar mislim, da je rekord, tako da je to odlična popotnica za diskusijo. Kot sem že prej na začetku pred predavanjem omenil, ste vsi ljudno vabljeni, da pošljete vaše vprašanje v klepetalnico preko četa in potem jih bom prebral dr. Kobetu, tako da bo na nje potem lahko tudi odgovoril. Predvideli smo okrog 15 minut za diskusijo, če bo kaj več vprašanj, bomo mogoče malo prekoračili. Dr. Kobe je pripravljen biti z nami še nekaj časa. Torej, kar lahko pošljete vaše vprašanje v klepetalnico. Medtem ko čakamo na prva vprašanja,
bi vas jaz rad vprašal, praktično pravzaprav ste na koncu načeli temo, ki mene najbolj zanima, ker se sam ukvarjam z NAD metabolizmom. In sicer omenili ste vlogo tier domen v sarmi, ne? Če lahko temu tako rečem, v SARM1, ki potem cepijo in porabljajo NAD molekulo. Mene predvsem zanima, če je že kaj znano, kakšna je vloga tier domen v procesu staranja. Pač v imunskem odzivu, oziroma v imunskih celicah je bilo pokazano pred kratkim, da padanje koncentracije NAD-ja dejansko prispeva, je eden izmed vzrokov za proces staranja. Zato me zanima, pač je mogoče tier domena tudi ena izmed kandidatov, ki bi lahko prispevala k temu, da se naše imunske celice starajo. Ja, SARM1 je, tako da mogoče samo malo več povem o tem. To je en protein, ki se je od začetka, najprej so ljudje mislili, da ima najbolj pomembnejšo vlogo kot negativni regulator teh procesov, ki sem jaz o njih govoril, tolo podobnih receptorjih. In to verjetno je ena od funkcij, ampak ta glavna funkcija, ki se je pa šele v zadnjih, ne vem, malo več kot 5 let našla, je pa to, da je zelo izražen v živčnih celicah in tam je en proces, ki se imenuje axon degeneration, to je, da se akson, to so tiste dolge stvari, ki grejo ven iz živčne celice, da se če so nekako en problem, če so ena okvara s tem, ne, potem ta daljšnji del od tega aksona potem hitro je nekako umre, to se imenuje axon degeneration. In SARM1 je protein, ki to aktivira ta proces, ne. In zdaj, to je zelo pomembno zaradi tega, ker vseh teh boleznih, skoraj vseh boleznih možganov in živčnega sistema je en del, kako pride do patologije, je to, da ta proces axon degeneration se začne, ne. Tako da, če inhibiramo ta SARM1, potem je verjetno lahko ustavimo oziroma počasnimo to degeneracijo v teh boleznih. Zdaj, na način, ki to deluje, je pa ta, da tier domene v SARM1, ko pridejo skupaj, cepijo NAD, in sicer v 2 dela, nikotinamid in en drug del se imenuje ADPR, ADP ribose. In zdaj ne ve se čisto dobro, če to potem signalizira in drugim proteinom, da pride do te celične smrti, ali pa da je samo to, da potem da ni več NAD, da to vodi do tega, ne. Ampak tle je ena lepa asociacija s staranjem, ker tudi če NAD-ja zmanjkuje, ne, če je manj NAD-ja, potem to vodi do velikih problemov potem v celici, z energijo v celici in tako naprej. Zato jaz mislim, da to boj je verjetno, da imajo eno vlogo v staranju tudi, ne. Teli proteini. Ja. Hvala lepa. Pogledal v klepetalnico, če so se nabrala kakšna vprašanja. Trenutek. Ja, Marjanca Starčič-Erjavec sprašuje, a je ta protein na zadnji foliji en dejanski protein? To je tale, ki ga zdaj gledamo. To je zelo protein, ki smo mi določili strukturo. Imenuje se importin beta in je receptor za
transport proteinov v celično jedro. In je zelo fleksibilen protein, ker mora vezati različne proteine, ki jih potem nese v celično jedro, mora tudi skozi tisto poro, nuclear pore complex. In zaradi tega je zelo fleksibilen in mi smo uspeli kristalizirati v teli obliki, ki izgleda kot srce, in zaradi tega sem ga uporabil na ta način. Imam celo eno majico, ker smo tole predlagali za na eni konferenci smo predlagali to kot sliko za majico za konferenco in so logotip, odlično. Ta predlog sprejeli in so nam naredili majice. Zelo lepo, ja. Praktično je res v obliki srca, ki je nameščen, zelo pomaga pri tem, da proteini vstopijo v srce celice, v jedro celice, če tako hočemo. Okay. Mogoče, jaz imam zmeraj težave z formuliranjem vprašanj v chatu. Pa ne, se mislim, mogoče, če imaš kdo, lahko se tudi oglasite, dvignete roko, pa vas preklopimo. Jaz sem hotela vprašati eno čisto tehnično vprašanje, me je zanimalo, to je bil ta TLR, ki se vam je ubaril s temperaturo. Kako ste ga sploh uspeli pripraviti v topni obliki prej? Ali ni bil topen prej? Najbrž ste ga v bakterijah? Ja, to smo eksperimentirali v bakterijah. Na splošno, mislim, kako to delamo, za strukturno biologijo rabimo velike količine čistih proteinov, idealno, ne? In zaradi tega jih potem eksperimentiramo v teh rekombinantnih sistemih. Bakterije, Escherichia coli je najbolj enostavno, potem 1% proteinov lahko eksperimentiramo tam, druge pa ne, posebej eukariotske človeške proteine velikokrat ne deluje, ampak v tem primeru smo ga lahko tam, ne. In ja, in potem drugi sistemi so na primer kvasovke, to je eukariotski sistem, potem imamo celice insektov in potem najbolj komplicirane so človeške celice, ne. Tako da najbolj enostavno in najceneje je v bakterijah in potem, ko gremo pri človeškim celicam, je zmeraj bolj drago in zmeraj bolj težko, ne. V tem primeru smo v Escherichia coli lahko to eksperimentirali in dobimo velike količine in potem lahko to koncentriramo, recimo posebej za kristalografijo rabimo zelo visoko koncentracijo, v tem primeru in za NMR isto rabimo visoke koncentracije in v tem primeru pri 4 stopinjah, ne, na nizki temperaturi smo lahko to koncentrirali do 10 mg na mililiter še več, ampak potem, če pa smo zvišali temperaturo, potem se pa oborili, ne. Tako da takrat, ko ga izražate v bakterijah, pa ni še dosti koncentriran, da bi tvoril filamente, ali mislite, da lahko že v bakterijah filamente tvori? Ja, ne vem, nismo nikoli pogledali, to je dobro, nikoli nismo pogledali, takrat, mislim, v začetka nismo imeli pojma, da se tvori te filamente, ne. Potem pa nismo nikoli nazaj pogledali, če se to tudi dogaja v bakterijskih celicah. V bistvu bi rekel, da bi se morali, ja, če produciramo to v veliki koncentraciji. Ja. V bistvu ja, ker ja, to tudi je eno dobro vprašanje glede to, kako to dela s to, da en protein nukleira naslednjega. To deluje tako, če imaš določene koncentracije proteinov in to se pravi v celici, da to deluje pravilno, rabimo določene koncentracije teh proteinov, ne. Tako, jasno pa, če vzamemo enega individualnega, če ga koncentriramo več, potem se bo tudi sam nukleiral. To je to isto, kot recimo proces kristalizacije in tako naprej, ne. To je isti, v določeni koncentraciji se bo potem sam lahko nukleiral, ne, ampak
Če pa stvari pustimo na določenih koncentracij, nekako postane tak metastabilen sistem in potem, če potem ta prvega, če začnemo ta proces, potem lahko stimulira naslednjega in tako mislimo, da ta cel proces deluje. Še eno vprašanje, Simon, se je pojavilo. Ja, še eno vprašanje. Še več prihajajo. Tako da povabilo velja za vse, lahko preko mikrofona direktno postaviti dr. Kobetu vprašanje ali pa preko klepetalnice, kar vam je pač ljubše. In sicer gospa Mojca Narac sprašuje, zanimajo vprašanje vezano na MOID 88, neodvisno podsignaliziranja, in sprašuje, ali za MOID 88 neodvisno podsignalizirana je tak način signalizirana ne velja. Bi lahko sklepali, da je od MOID 88 neodvisna pot počasnejša? Ja, živijo Mojca. Kar nisem zelo, je bilo tam na enem slajdu, na enem mojem diagramu, ampak nisem sploh tega omenjal. V tolopodobnih receptorjih obstajata dve poti. Ena je tale MyD88 odvisna, o tem sem jaz govoril, TLR4 iz površine celice signalizira skozi to pot in večina drugih tolopodobnih receptorjev tudi signalizira skozi MyD88. Obstaja pa še ena druga, ki se imenuje MyD88 neodvisna, ki pa uporablja ena dva druga adaptorja, ki se imenujeta TREM pa TRIV. Okay. Zdaj, TREM pa TRIV, TLR3 jih uporablja TRIV direktno in potem TLR4 samo iz endosoma pa signalizira prek TREM pa TRIV. Zdaj, mi vemo, da konceptualno popolnoma enak proces deluje tudi v neodvisni poti, zato ker za TREM tudi lahko naredimo filamente. Mi vemo, da TREM tudi dela filamente. Ne vemo veliko še v TRIV. TRIV je malo kompliciran in producirati ga je malo težko, ampak vemo pa, da TREM dela filamente in struktura je zelo podobna strukturi MAL. TREM je nekako ekvivalenten kot MAL, je tisti naslednji adaptor in zelo podobne filamente naredi. Tako da konceptualno je obe poti delata na isti način, tako da jaz ne bi rekel, da je ena ali pa druga počasnejša ali ne, zaradi tega mehanizma, lahko pa da je zaradi drugih načinov, zaradi drugih razlogov. Ker to, zdaj jaz malo ponastavljam vse to, tlej tudi druge stvari regulirajo vse to, fosforilacija, ene od teh adaptorjev, določene aminokisline so tudi regulirane s tem, da so fosfat da gor, potem so še ene druge modifikacije na drugih. Tako da v celici je to malo bolj komplicirano, ker jaz sem to zaenkrat še malo poenostavljen, zato ker ne razumemo vseh teh regulatornih procesov, ampak takole v prvi enostavni, do prve ponastavitve je pa proces enak v obeh teh poteh. Ja, hvala lepa. Prosim. Odlično. Mogoče kdo še kakšno vprašanje? Danes smo vsi bolj zadržani, ne vem zakaj. Mogoče povezano z vremenom, spremembo časa. Ja, izgleda, da nimamo več nadaljnjih vprašanj, čeprav je še precej gledalcev prisotnih. No, če temu ni tako, potem ja, se pač smo prišli do konca tega dogodka, tega predavanja. Jaz bi se rad še enkrat v imenu Svetovne mreže Univerze v Ljubljani iskreno prisrčno zahvalil profesorju Kobeju za to predavanje, za obisk v naši virtualni predavalnici, če lahko temu tako rečem.
Hvala tudi vam, dragi gledalci, poslušalci, da ste bili z nami, da ste si vzeli čas. Kolikor imate kakšne predloge za naslednje predavanje, dajte jih poslati na naš e-mail naslov, Smolov naslov, to je ta, ki ste ga prejeli, preko katerega ste prejeli povabilo na to predavanje. In zato bi rekel samo za konec, pridružite se nam tudi naslednjič, na naslednjem predavanju, seveda, če želite. Hvala lepa, lep pozdrav v Brisbane in lep dan vsem skupaj.